Pred nami je ponovno mesec maj, to je mesec, ko Andragoški center Slovenije kot že dolga leta, od leta 1996 dalje, pripravlja teden vseživljenjskega učenja. To je dogodek, ki slavi učenje skozi vsa življenjska obdobja, promovira učenje za vse vloge, v katere vstopamo v življenju. Tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje se kot vsa leta doslej, tudi v tem letu, pridružuje tem dogodkom, se pravi tednu vseživljenjskega učenja. Sodelovali bomo na več načinov z različnimi dogodki, najpomembnejši je verjetno parada učenja, ki bo potekala sočasno v več slovenskih krajih. V Ljubljani pa 17. maja na Kongresnem trgu, kjer se bo tudi naša Univerza za tretje življenjsko obdobje predstavila z svojo dejavnostjo izobraževanja in delovanja starejših. Obenem se bomo predstavili najširši javnosti tudi z drugimi dogodki. Morda kot prvega omenim razstavo keramičnih krožkov Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana in Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale. Obe univerzi bosta torej skupaj nastopili z razstavo svojih keramičnih izdelkov. Pomenljivo bo ta razstava, ker je pač na temo skodelic za kavo. Pomenljivo bo ta razstava potekala v Cankarjevem domu na Vrhniki z naslovom Skodelica brez kave. Razstava na Vrhniki v Cankarjevem domu bo na ogled od 5. do 21. maja. Drugi tak dogodek, ki bi ga omenila, je predavanje raziskovalke ljudskega blaga, ljudskega izročila, gospe Dušice Kunaver, in sicer 17. maja, to je sreda dopoldne ob 10. uri, v naši dvorani na Poljanski cesti 6. Vračali se bomo k koreninam svojega izvora, tudi nekoliko mitsko obarvanim, mitološko, bajslovno obarvanim, in sicer bo Dušica Kunaver spregovorila o svoji knjigi Šiška, prva vas ljubljanska. Tako da mislim, da bo zelo zanimivo, ker bodo seveda publika, predvsem Ljubljančani, vabljeni vsi iz najširšega kroga poslušalstva. Omenila bi seveda tudi raziskovanje, namreč govorimo o tednu vseživljenjskega učenja. To učenje pa se dostikrat izteče v neko raziskovanje, preučevanje in seveda tudi javne predstavitve nasledkov tega učenja študijskih skupin starejših, predstavitve najširši javnosti. No in ena od študijskih skupin Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, to je študijska skupina Dom, kultura bivanja, oprema in prenova, pod mentorstvom arhitektke Barbare Železnik-Bizjak, bo 18. maja, to je četrtek, 18. maja ob 14. uri, predstavila nasledke svojega raziskovanja, torej svojo, lahko rečemo, raziskovalno nalogo, Zdravi in varni v svojem domu. Na tem dogodku nam bodo predstavili neke smernice, kako prilagoditi oziroma opremiti svoje stanovanje, da bo čim bolj varno, udobno in prijetno. Vabljeni predstavniki vseh generacij. Potem imamo tukaj naravoslovno področje in sicer zopet imamo razstavo, to pa je razstava Novice iz narave s podnaslovom Morje. Namreč študijska skupina Narava, znana neznanka, ki deluje pod mentorstvom kustosov Prirodoslovnega muzeja Slovenije in tudi v njihovih prostorih, pod krovnim mentorstvom kustosinje mentorice dr. Staše Tome, vsako leto proučuje nek biotop. Enkrat gore, drugič gozdove, no letos so se poglobili v morje in mokrišča in pripravljajo razstavo, s katero bodo predstavili nasledke preučevanja morskega prostora, torej Prirodoslovni muzej Slovenije, biološka vitrina četrtletja
In sicer bo ta razstava na ogled od 25. maja in skozi večji del poletja, to je do 31. julija. No, potem gremo ponovno k neki izrazno-umetniški skupini. Prej smo že omenili keramične študijske krožke pod mentorstvom Lučke Šičarov. Sedaj gremo pa na področje gledališkega ustvarjanja, gledališkega izražanja, dramo. In sicer imamo gledališko skupino Igra predstava. To je gledališki študijski krožek, ki ga vodi mentorica Barbara Pijajenič. In kot nasledek svojega učenja v gledališkem ustvarjanju, izraznosti, se nam predstavlja z gledališko predstavo Jeklene magnolije po motivih izvornega dramskega dela Jeklene magnolije. In sicer si to predstavo tega krožka lahko ogledamo v ponedeljek, 19. junija ob 20. uri v izpostavi Šentjakobskega gledališča v dvorani na Vodnikovem trgu 5. No in še enkrat poudarjam sodelovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje na Paradi učenja, torej Parada učenja, vseslovenski dogodek, ki se odvija hkrati v več slovenskih krajih, torej seveda tudi v Ljubljani. Mnogim deležnikom na področju izobraževanja, učenja v ljubljanski regiji se na ta dan pridružuje tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje. Naj ponovim še enkrat, Kongresni trg od 10. do 17. ure.